obstajata dva jaza. En je ta individualni I, drugi je pa družbeni, me, skupaj se mu reče self. No in jaz mislim, da si najbolj napolnjen takrat, ko ta tvoj jaz, ego, izgine in se posvetiš drugemu. Tudi če daš kaj drugemu, tudi to kažejo raziskave, te bistveno bolj dolgoročno osreči, kot če nekaj dobiš. Se veš, kakva je vrednost stvari. Največja je takrat, ko jo še nimaš, ko jo dobiš, v hipu pade, ko jo izgubiš, je pa spet zelo visoka. In podobno je s to srečo, se mi zdi. Dobiš jo takrat, ko daš. In zato več, ko daš, več je dobiš. Kar naprej iščemo to srečo. Tako da, treba jo dati, ne iskati. Imam eno res lahko vprašanje. Koliko družabnih omrežij uporabljaš? 1, 2, 3, več? In ko takole brskaš po feedu, si se že kdaj zalotil ali pa zalotila, da začutiš nemir? Ne nujno nervozo. V tebi se zbudi nek občutek, ki te zbode. Mogoče začutiš, da ne delaš dovolj, da nisi dost uspešen, uspešna, dost suha, da imaš preveč gubic. Po želji lahko dodaš svoj pridevnik, kaj nisi ali pa kaj si. In spraševala sem se, ali so ti občutki res nekaj, kar povzroči omrežje, po katerem brskaš, ali je omrežje le ogledalo tega, kar nosiš v sebi, ti, jaz, mi. Kaj ti to, da si viden, slišan in upoštevan, je človekova temeljna potreba. In tako eni gledajo, drugi se pa razkazujejo na družabnih omrežjih, ki so roko na srce kot nalašč za iskanje potrditve zunaj sebe. Kje smo na dopustu, kaj delamo, kaj jemo, s kom smo, kaj smo si kupili, kam ta lov za lajki in ogledi pelje. Kako družabni mediji vplivajo na nas? In pri tem imam v mislih vpliv na posameznika in na širšo skupnost, družbo, ki ji pripadamo. Vprašanj mi ne zmanjka, zato sem v goste povabila osebo, ki opazuje in raziskuje, kam in v kakšen svet nas tak način življenja pelje. Z mano je antropolog, dr. Dan Podjed. Dan, živijo, dobrodošel. Zdravo, lepo zdrav. Me veseli, da sediš nasproti mene, priznam, imela sem kar majčkeno treme. Verjetno podobno, ko sem ti razlagala, da sem brala dve novi knjigi tvoji, Krizolacija, in da sem se najprej lotila une, za katero sem bila mnenja, da jo zmorem. In jaz upam, da zmorem tale pogovor danes. Jaz imam večjo tremo kot ti, tako da ne te ne skrbi. Vedno imam tremo, ko mi kdo reče, da bere ti knjigi in sploh vse moje knjige, ker se na nek način z njimi tudi razgaljam in seveda me potem skrbi, kaj si drugi mislijo o meni, kako se razkazujem pred njimi in kako me oni opazujejo. In ravno to je bilo meni všeč v tvojih knjigah. Tudi to, da izpostaviš sebe, da se daš v bistvu ven v oceno in to zavestno narediš. Super, ampak prideva do tja. Prideva. Povej mi najprej, kdo je Dan? Zdaj, po vrstnem redu, recimo, po prioritetah. Dobro. Najprej mož, Okay. potem oče 3 otrok, potem raziskovalec, antropolog, bralec, zadnje čase tudi pisatelj. Tako recimo, po prioritetah. Žena je vedno na prvem mestu. Zelo lepo slišati. Povej mi, Dan, preden greva naprej. Kdo oziroma kaj je delo antropologa? Za tiste, ki morda si ne znajo predstavljati zares pomena. Včasih je za antropologe veljalo, da morajo iti nekam daleč, recimo v tropski pragost, raziskovati tamkajšnja ljudstva, iti v recimo puščavo, Kalahari in tam raziskovati, kaj počnejo ljudje na drugih koncih sveta. Ali pa tako kot Bronislav Malinovski, neki antropolog, ki je med Prvo svetovno vojno šel na drugo stran sveta, na Trobrijanske otoke in tam raziskoval zelo zanimive obrede, izmenjave zapestnic in ogrlic, ki se mu reče kula.
In vse to še vedno počnemo antropologi, tudi danes. Gremo nekam stran, raziskujemo, kaj počnejo ljudje, hkrati pa mene osebno najbolj zanimajo tiste navade, ki so nam tako blizu, tako pred nosom, da jih sami ne opazimo več. Recimo raziskoval sem v preteklosti, kako se vozimo z avtomobili in delo raziskavo v Beogradu, v Budimpešti, v Newcastlu, v Angliji, v Ljubljani, primerijo te vozniške navade med sabo, kako v Srbiji preklinjajo, kako se v Sloveniji jezimo, in v Sloveniji smo daleč bolj tihi v primerjavi s Srbijo. To je bila ena takih prvih ugotovitev. Raziskoval sem recimo smeti, kaj mečemo ljudje stran. Tako, res neka taka samoumevna reč, Ja. Ampak ne mečemo istih stvari ljudje stran v Ljubljani, kjer smo raziskovali, v Gradcu, v Avstriji, v Trstu, v Italiji, v Zagrebu na Hrvaškem, v Oslu na Norveškem in v Združenih arabskih emiratih v Dubaju. Navade so zelo različne, povezane s smetmi, in za enega človeka je neka stvar smet, za drugega človeka pa je to material, ki ga lahko uporabi, proda, mogoče celo z njim obogati. In že ta izraz je meni zanimiv, da nekaj vržemo stran. Ker to je nekaj, kar dost univerzalno recimo opažamo v različnih jezikih. Po nemško se reče wegwerfen, po angleško to throw away, ampak dejansko ničesar ne vržemo stran. Ampak Zavržemo, položimo ponavadi najprej nekam pod umivalno korito v kuhinji, v neko tako posodico, ki se reče smeti, potem te smeti nesemo v kontejner pred blokom ali pa v smetnjak, in potem pride smetarsko vozilo in te smeti nekam odpelje. Ampak to je nek tak čudežni akt, tako čudežno dejanje, da vržemo nekaj stran, tako kot s čudežno paličico takrat spremenimo neko stvar v smet. Tako da to sem tudi raziskoval smeti. Zadnjih par let pa se posvečam temu, kar je verjetno tudi deloma tema najinega pogovora, izolaciji in krizi. Zato, ker je tudi kriza postala nova normalnost, del vsakdanjika. Včasih je bila kriza izredno stanje, danes pa je normalnost izredno stanje. Od jutra do večera smo, tako se zdi, v krizi. Prva stvar, ki jo zagledamo zjutraj na telefonu, je kriza, in zadnja, ki jo odložimo ob vzglavju postelje, spet kriza. Tako da, to je tisto zadnje, tako da očitno sem tudi sam v krizi in globoko v različnih krizah. Zanimive teme izbiraš. Ne bi mi na pamet padalo, da grem preučevati, kaj se dogaja s smetmi. Ja. Ampak veš, kako je to zanimivo, brskati po smeteh, ker s tem hkrati izveš ogromno o človeku. Si tisto, kar vržeš stran. In za nami ostaja ogromen kup odpadkov. Mimogrede, največja zgradba na tem svetu ni kitajski zid ali pa Keopsove piramide, ampak je smetišče Fresh Kills ob New Yorku, ki je veliko približno 2x2 kilometra in visoko nekaj 100 metrov. To je tisto največje, kar je človeška roka zgradila. In to je tisto največje, kar ostaja za nami. En kup smeti. Zato se sliši tako grozno, ampak je tudi povezano s krizo odpadkov, z okoljsko krizo, ki smo ji danes priča. Povedala sva že, da si pisatelj, ne? Omenila sva krizolacijo. Prebrala sem tudi tvojo knjigo Videni. In sem se seveda ob tem vprašala, kaj te je napeljalo, da sploh napišeš knjige, da začneš pisati. Ja, pa se tudi počnemo znanstveniki, s tem se ukvarjamo, to je moj poklic. Ja, ampak jih ne poznam veliko, ki bi to zares počeli. Vsi pišemo članke, knjige, saj moramo objavljati zato, da upravičimo svoj obstoj, pokazati, da raziskujemo, da smo dejavni. Celo to se nam potem točkuje po raznih lestvicah, koliko si napisal, kako citirana so tvoja dela. Ampak zadnje čase res rad pišem dela, ki jih bere tudi širša javnost, ker se mi zdi tudi, da je dolžnost znanstvenika, raziskovalca to, da predstavi neke teme, ki so zares pomembne, na način, ki je razumljiv tudi širši javnosti, ne da jih zavijemo samo v neko meglico izrazov, ki jih pogosto niti sami ne razumemo več, ampak da povemo to, kar smo odkrili na tak način, da je dostopno, razumljivo in hkrati še vedno znanstveno. Ampak tu pa vem, da se sprehajam po res tanki
brvi. Po eni strani med znanostjo, po drugi strani med fikcijo. In če si prebrala te 3 knjige, si verjetno opazila, da se tako res po tankem bregu sprehajam in tu hitro padeš, bodi si na eno, bodi si na drugo stran. Tako da, zakaj pa rad pišem? Zato, ker rad berem, verjetno. Mislim, če me je ena stvar zaznamovala in če imam, poleg žene seveda, eno veliko ljubezen v življenju, so to knjige. In s knjigami, to mi je zanimivo, no, niti nisem v takem poliamornem razmerju, da bi imel kar vse knjige rad in jih ljubil, ampak sem v bistvu serijski monogamist. A veš, kaj to pomeni? Da se vedno znova zaljubim v eno knjigo, jo ljubim nekaj časa, dokler jo berem, potem se pa takoj spet zaljubim v naslednjo knjigo. Tista knjiga, ki jo berem, mi je tisti hip seveda najljubša. In brez knjig pa res ne bi mogel. In kdaj se je to zgodilo? Bil sem star 6 let, začel sem brati zelo zgodaj, mislim, že na kahlici sem bral knjige, ne? Ne vem, če je to dobro ali slabo, ampak ja, pač res je. Za zdravje ne, menda. Za zdravje ne, ampak za duševno zdravje pa mogoče ja. In ko sem bil pa star 6 let, sem pa hodil zbolel, namreč škrlatinko, za katero sem zbolel, mi je niso zdravili in zato sem dobil vnetje srčne mišice, miokarditis oziroma endokarditis in potem zaradi tega zdravstvenega stanja moral biti doma, v karanteni praktično. Zelo zgodaj. Ja, par mesecev sem bil doma, to je bilo v 1. razredu osnovne šole in takrat so bile ob meni knjige. Jaz se od tega časa, čuden čas je bil to verjetno tudi zame, drugega ne spomnim, kot da sem ves čas samo bral. In takrat me ta virus očitno okužil, virus branja in še zdaj brez knjig ne morem. To je pač tisto, kar me res zaznamuje. Tako da zato pišem, ne, ker rad berem. Ok. Lepša sem bila, pa sem vprašala. Ja, se prav. Zdaj omenil si, ne, da se štejejo tudi citati. Jaz imam tudi enega iz tvoje knjige in sicer v svoji knjigi Videni si napisal: družbeni narcizem prepleten z ekshibicionizmom postaja nova normalnost. In me zanima, kako ti dojemaš uporabo teh različnih družabnih omrežij in nasplošno in tudi kako se ti recimo vedeš na teh družabnih omrežjih, a te pojavljanje tam polni ali znaš reči dovolj ali pa znaš reči ne? Polni me, ampak na zelo kratek čas. Tako kot baterija, recimo, ki se hitro izprazni in ti ne nudi tega res dolgega zadoščenja. Kaj se vem, ne bom se verjetno čez 10 let spominjal neke objave, ki je požela, ne vem, 500 všečkov. Pa kaj? Spominjaš se drugih trenutkov, ne vem, ko ti tvoj otrok reče, da te ima rad, ko se imaš dobro nekje z ženo na dopustu, recimo. To so tisti trenutki, ki te pa res napolnijo. In mene tudi napolni knjiga. Knjiga je tisto, kar mi napolni baterije za res dolgo časa. Tako da s tem razkazovanjem po omrežjih pa dobimo to kratkoročno zadoščenje, ki žal ne traja dolgo, ne? In potem je treba spet objaviti novo in novo stvar. In ja, res mislim, da narcisizem ni več zgolj posameznikova nekako anomalija, ni več nekaj tako čudnega, ne? Ampak živimo v družbi, kjer je narcisizem postal norma. Celo tisti, ki želijo biti na najbolj uglednih pozicijah, pogosto vrhovni svetovni voditelji, morajo imeti kanček ali pa celo veliko narcisizma, morajo imeti te 3 sestavne dele, tako imenovane temne triade, torej makiavelizem, narcisizem in tudi neki psihopatije, žal, ne škodi. In sebičnosti, in to se mi zdi tako res zaskrbljujoče. Če želiš biti danes, recimo, vodilni politik, spet govorim na svetovni ravni, si zelo težko tam
brez podpore omrežij. To se je zelo lepo videlo na primeru Donalda Trumpa, bivšega ameriškega predsednika, mogoče bodočega ameriškega predsednika, ki je uspel zaradi omrežij. Imel 83 milijonov sledilcev na Twitterju, takrat se je še imenoval Twitter, leta 2021, ko so ga ugasnili z enim klikom na gumb, praktično je Donald Trump kot ta digitalna persona izpuhtel. In takrat se je tudi videlo, kdo pa dejansko vlada svetu ta hip. To niso zgolj politiki, ampak so tisti, ki tkejo in vzdržujejo omrežja. In tudi v tej knjigi Krizolacija jih pač predstavim, to so najbogatejši ljudje ta hip na svetu. Med osmerico najbogatejših na svetu je večina teh, ki jim Varoufakis pravi tehnofeudalci. To so tisti, ki so spletli kraljestva, na katerih mi živimo in tam delamo brezplačno. Krmimo sistem s svojimi podatki, svojimi slikami, svojimi zapisi. In če se odločijo, da bo Donald Trump na omrežju ugasnil, izginil, se lahko v enem trenutku razblini in ga potem spet oživijo. Ker ko je Elon Musk kupil Twitter in ga preimenoval v X, je potem naredil referendum na lastnem omrežju in vprašal, ali naj Trumpa obudimo od mrtvih. In ljudje so o tem glasovali in potem je tudi to izglasovali njegovo obuditev in potem ga je obudil od mrtvih in zraven pripisal, kaj bo naredil, Vox Populi, Vox Dei. In kdo je zdaj tu Deus, se lahko vprašamo, torej Bog? Pa on seveda, on je tisti, ki obvladuje omrežje, on je tisti, ki odloča o tem, kdo bo živel in koga ne bo več. Kanye Westa recimo je potem pokopal zaradi njegovih objav. Tako da močno orodje. To je res je to izjemno močno in mogočno orodje. In tega se moramo zavedati, kako mogočen sistem je to in kako smo, kot je napisal lepo Lenart Kučič v spremni besedi v knjigi Videni, je napisal odličen naslov Pot v totalitarizem je tlakovana z všečki. In občutek imam včasih, da smo svojo zasebnost zamenjali za prgišče všečkov. In kam vodi izginjanje zasebnosti? V totalitarizem. Tako kot v Xinjiangu na Kitajskem, kjer jim kamere in drugi digitalni pripomočki gledajo skoraj dobesedno v gate in poznajo vsak delček, sleherni delček njihovega življenja, njihove zasebnosti. Potem se seveda sprašujem, ko te poslušam, če smo toliko ekshibicionisti, da se tako radi razkazujemo, kažemo, živimo za te lajke in vse ostalo, kar zraven pritiče. To pomeni, da so tam pomembni samo moji dosežki, samo jaz. Se pravi, jaz kot posameznik. In če vsi začnemo na ta način delovati, kar se mi zdi, da se že zelo lepo kaže čez kulturo vplivnežev, kam nas to pele? Zdaj, o vplivnežih moramo vedno razmišljati malo tako s kančkom soli, zrnom soli. Vsi smo na nek način vplivneži, tudi midva, tule ta hip, na nekoga vplivava z najnimi besedami. In vplivneži so rezultat te dobe, omrežji, dobe narcisizma, so kot gobe, ki pridejo na plan. Ampak zanimivo je to podgobje, miceli, to omrežje, ki jih vzdržuje. Oni so vidni rezultat tega procesa, tako kot je tudi Donald Trump, recimo. Se kaj on pravzaprav? On je tudi vplivnež. On je medijska zvezda, on je bil zvezda resničnostnega šova Vajenec, mislim, da 17 let je bil v tistem šovu Vajenec in potem je rekel v tem šovu vedno tako dobro, you're fired. Se veš, ko je rekel, odpuščal ljudi in jih je tako suvereno odpuščal, da so rekli, pa to pa je krasen človek za predsednika.
odlično. Tako tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil najprej, je odigral vlogo predsednika v seriji Sluga narodu in potem, ker je tako dobro odigral predsednika, tudi bil izbran za predsednika. Mislim sicer, da odlično upravlja tudi svojo vlogo v dejanskem svetu, ampak to dvoje se je res prepletlo, premešalo. In se ne gre samo v to smer, da nekdo, ki je vplivnež, postane politik. Gre tudi v drugo smer. Politiki postanejo vplivneži. Ne? Tudi bivši slovenski predsednik ima zdaj tudi podcast in je eden bolj gledanih ljudi na Instagramu, ima več kot, mislim, da 130,000 sledilcev, zdaj ne vem točno, ker ga že nekaj časa ne raziskujem, samo nekaj časa sem ga prav postavil raziskovalno v fokus, ker se mi zdi, da se je to tvoje res neločljivo prepletlo. To je mogoče tudi zaskrbljujoče. Zdaj, politik tipa Milan Kučan, se mi zdi, da danes v tem svetu z orodji, ki so na voljo, ne vem, kako bi postal pa še župan, ne vem če, no, mislim, težko, ker verjetno bi ga bilo težko prepričati, da redno objavlja na TikToku, Instagramu, že na Facebooku, ne vem če je. Ja, nisem šla nikoli raziskovati. Evo, vidiš domačo nalogo potem ob koncu podcasta. Tisto, kar sem v bistvu želela vprašati, pa nisem dobro skomunicirala, po moje je, a veš, to pojavljanje v smislu moji dosežki štejejo in seveda od drugega in vse tako naprej, so moji, ni skupnosti. Tukaj jaz vidim en problem, ki bo siguren nastal, oziroma je itak že tukaj, ampak bo vedno večje. Ne? Kaj to pomeni? A veš, če vsak po domač povedan, bomo rekla, gleda sam za svojo rad, ne? Za svoje lajke, če prevedeva. Kakšna družba bomo postali? Sej nisi ti slabo vprašala, se sem razumel, tudi razmišljal, potem me pa malo odneslo. Ja, okay. Pa bom zdaj odgovoril še na to prvo vprašanje, ki je res bistveno. Mislim, da živimo v času, ki mu pravim egocen. Torej, ego smo začeli postavljati v središče in o tem priča par stvari, ki so zelo povezanih s tem, kako se vedemo, kako uporabljamo tehnologije. Do tega premika k egocenu oziroma začetka egocena je prišlo, mislim, ta čas lahko prav s kirurško natančnostjo določimo. To je bilo leta 2006. In kaj se je zgodilo najprej okrog tega časa? Takrat je nastal, mislim, da leta 2004 Facebook. To je moja knjiga, ne? Knjiga, ki piše o meni. Jaz sem vedno v središču te knjige, glavni onak, seveda, kdo pa drug. Drži, ja. Takrat je nastal iPhone, moj telefon. Telefon, Jaz sem pravzaprav postal telefon. Ja. Takrat je nastal YouTube, moj kanal, ali pa vaš kanal, kakorkoli že. Celo neka slovenska televizija se tako imenuje. Takrat je nastalo neko omrežje MySpace, če se spomniš. Spomnim. No, ki je spuhtelo sicer, ampak to je bil začetek tega egocena. Takrat smo začeli se tudi množično pridruževati Facebooku, okrog leta 2006, 2007, 2008 še mogoče, ne? To je bila ta prvi vzpon omrežja, ki je zdaj postalo največje omrežje na svetu, spletno družbeno omrežje. In kaj se je takrat zgodilo, o tem pišem tudi v knjigi Videni, takrat je, revija Time vsako leto razglasi osebnost leta. Veš, kjer je bila lansko leto osebnost leta? Namigen, povej. Neka pevka, res znana, najbolj znana, ki dela potrese, ko skače občinstvo. Matica, miš pa šepno. Ne vem. Taylor Swift? Bravo, wow. Ja, Taylor Swift, seveda. Ni pa res, ne spremljam. Jaz tudi enkrat sem pomotoma rekel, na TV Slovenija so me prišli vprašati za komentar o Taylor Swift, pa sem rekel, da pač vem, kdo je Taylor Swift, poslušam njene skladbe včasih, ko se peljem v avtu, ampak jih nikoli ne prepoznam. In potem sem to rekel in takrat sem dobil pa res kar nekaj ogorčenih pisem Swiftic, ki so mi pisali, zdaj spet to ponavljam očitno, to je spet napaka. Še soseda mi je rekla, potem ko je izvedela, kaj sem povedal, me je poklicala in rekla ogorčena, da zdaj bom šel pa k njej dol in poslušal 3 komade od Taylor Swift in povedal, kaj sem ob tem doživel. In potem sem poslušal te 3 komade in zgodilo se mi ni nič, tako da sem rekel,
vprašali, no, kako se ti je zdelo? Rekel, v redu, super je, krasno, res. In šel nazaj domov. No, leta 2023 je bila osebnost leta po izboru revije Time, Taylor Swift. Leta 2006, pa zdaj, če si prebrala knjigo Videni, se mogoče še spomniš. Spomnim se, ker je že kar nekaj časa. Ja, no, ampak a veš, kdo je bil takrat na naslovnici? Ti. Ja, ti. Taka je bila naslovnica, da si se pogledal v računalniškem zaslonu, na katerem je bil napis podoben YouTubeu, zagledal si svojo podobo kot v ogledalu, gor je bil pa napis ti. Ja, ti obvladuješ informacijsko dobo. Dobrodošel v svojem svetu. In če se znajdeš na naslovnici revije Time kot osebnost leta, to je pa res veličasten dogodek, a ni? To se mi je zgodilo samo še enkrat, sem videl nekje podoben primer na nekem stranišču nad pisuarjem, je tudi tako revija Time, pa tako Person of the Year ob strani piše, potem se pa pogledaš in je tam ogledalo, seveda, ne? Tako da sem se potem fotografiral in to seveda objavil po Facebooku, ne? Tako da so tudi drugi videli, da sem tudi jaz osebnost leta po izboru revije Time. No, takrat se je, torej zdaj že skoraj 20 let tega, začelo obdobje, ki mu lahko rečemo egocen, ko je moj jaz postal najpomembnejša oseba na svetu. Tista oseba, ki jo vsi gledajo. In tak občutek imamo dostikrat na omrežjih. Saj se jim tudi reče, z tega matematičnega zornega kota se jim reče egocentrična omrežja. Zakaj? Ker si ti edina oseba v svojem omrežju, ki si povezana z vsemi drugimi, tako imenovanimi prijatelji. Naslednja finta pa je prav ta beseda prijatelj. Pazi, jaz imam po zadnjem štetju tam nekje 4600 prijateljev. To je pa res, kaj ne rečem, inflacija prijateljev in hkrati prihaja tudi do devalvacije tega pojma. Prihajam do trenutka, ko večine svojih prijateljev ne poznam več. In tu prijemo do čudnega premika, ko imamo vse več prijateljev in vse manj časa za druženje s prijatelji. Prav pred kratkim sem bral neko raziskavo o tej temi, da smo prišli mladi med 15 in 24 letom, so se družili 160 minut s svojimi prijatelji na dan v povprečju, zdaj se družijo pa okrog 50 minut s prijatelji. Ni raven to en paradoks teh spletnih omrežij, ki naj bi pomagal nekako zdrževati na nek način nek komunikacijo zdrževati, se pravi o nek odnos, povezanost, ne? Ampak istočasno z njem pa upada ta osebna komunikacija v živo. Ja, in že večkrat si danes uporablja izraz družabna omrežja. Ja. Jaz tega izraza ne želim uporabljati, ne da ga ne maram, pač se vem, da ga tudi ljudje uporabljajo, ampak a veš zakaj ne? Jaz mislim, da nas niso naredila bolj družabne, temveč kvečemo bolj asocialne, manj družabne. In to se mi zdi mogoče tisto, česar nam pa res zmanjkuje. Veš, koliko časa preživimo na omrežjih? 5 let pa 4 mesece svojega življenja v povprečjih porabimo samo na omrežjih. Ne? 5 let in 4 mesece. Zdaj, če recimo, da si predstavljaš, da se tule, ne vem, zleknem na smrtno posteljo, nisem še pri koncu, ampak samo predstavljaj si, da sem star, ne vem, 80 let, približno kolikor ne bi bila pričakovana življenjska doba, približno. In se spominjam tistih najboljših trenutkov v življenju. Res ne vem, če bi rekel, da je bilo teh 5 let pa 4 mesece, ko sem jih preživel na omrežjih, tisto, čemu rečemo kakovostno preživljanje časa. Niti prostega časa, ne. Tako da tu mislim, da moramo malo uravnotežiti svoje življenje med digitalnim in analognim. Se pogosteje odklopiti, zato da se spet priklopimo na človeka, mu pogledamo v oči. Zato, ker to je tisto, kar vrsta Homo sapiens zelo dobro počne zadnjih 200-300 tisoč let. Ne? Gledamo si v oči, že dolgo se pogovarjamo, komuniciramo med sabo, tega smo res vajeni. In to je tisto, kar nas napolni. Omrežja, pogovarjanje nadaljavo, tam se pa zelo radi skregamo zaradi najrazličnejših brezveznosti. Zaradi takih brezveznosti, s kakršnih sem se izpisal iz Twitterja, recimo, ko je še bil Twitter, pa zaradi takih stvari se sploh ne bi v živo kregali.
Tam pa so bili to nenehni, neskončni spori. Pač v živo, iz oči v oči smo ljudje drugačni. Ampak res, ne želim biti ludist v tem smislu, da bi težil. Zavrzite naprave, razbite računalnike, izbrišite se z omrežij, slecite se do golega, stecite v gost. Ravnovesje rabimo, ne? Objemajte drevesa, sam pazite, da vas golega kdo ne posname, ker potem boste zvezda na TikToku ali pa na kakem porno portalu mogoče. Ampak v vsakem primeru potrebujemo ravnotežje med digitalnim in analognim. Če bi od 5 let in 4 mesecev pol časa od tega namenili raje prijateljem ali pa brali knjige, bi bil to mogoče bistveno bolj kakovostno preživeti prosti čas. Tako da, tudi sam sem globoko noter, res, jaz sem preizkusil vse digitalne droge tega sveta od začetka, pač res, že v dobi pred egocenom sem uporabljal IRC, recimo, ne vem, če se ga še spomniš. Uporabljala ga nisem, spomnim pa se ga. Še moja prva seminarska naloga na faksu je bila v tej temi. Internet Relay Chat, mogoče se kdo od gledalk ali pa gledalcev spomni, oziroma poslušalk in poslušalcev. In me takrat res začela zanimati ta tema, kako se pogovarjamo nadaljavo, ne da bi se videli, samo s pisnim vmesnikom. Bil sem še vedno na Facebooku, na LinkedInu, na Snapchatu, na TikToku, na BeReal, na nekem omrežju. Poznaš BeReal? Poznam, sin mi ga je predstavil. No, evo, mem pa tudi študenti in nečakinja, ne? Ampak potem se ni hotel noben družiti z mano, ker smo bili tako daleč najstarejši. Potem me je nečakinja iz usmiljenja dodala na BeReal. Neka čudna, tudi neko zanimivo, nenavadno omrežje, kjer v bistvu imaš 2 minuti časa, se mi zdi, potem moč fotografirati z prednjo kamero, kaj se tam dogaja, in zato, ki je usmerjena proti tebi, kakšen si v tistem trenutku. To je. Nisem pa na enem omrežju, ki ga verjetno ne poznaš, to je pa PubMap. Nope. Ne. To je pa omrežje, kjer pokažeš na karti, kje si šel nazadnje kakat. Okay. No, in je kar priljubljeno bojda med mladimi. Tako da tam še nisem. Ampak nisem pa več na Twitterju, recimo, ker sem gotovo, da me omrežje samo res kar obremenilo svojim načinom komuniciranja, zapisi, ki so kratki in morajo biti rahlo na meji, rahlo čez rob. Predvsem pa pač takrat sem se izčlanil oziroma zbrisal svoj profil, ko sem gotovo, kako omrežje spreminja mene. Si tisto, kjer objavljaš, tega se moramo bolj zavedati. Če si večinoma na Instagramu, postaneš oseba, ki ti je bolj pomembna slika kot beseda. Če objavljaš na Twitterju, zdaj X-u, postaneš oseba, ki govori v kratkih, odrezanih stavkih. Če objavljaš na Facebooku, potem si pa tako kot jaz nadpovprečno star državljan Republike Slovenije. Drži. In zanimivo, ne, da Facebook je postal omrežje, kjer je najhitreje rastoča generacija tista nad 60 let. In zakaj? Babice in detki se zdaj pridružujejo v mreži zato, da bi poklepetali s svojimi vnučki, ampak jih ni tam. Zakaj? Zato, ker so na Snapchatu, BeReal ali pa na PubMap, kjerkoli že. Tako da, vse te droge sem preizkusil. In nekatere so kar dobre. Ampak si pa bil tudi na detoksu vmes. Kako? Si pa bil tudi na enomesečnem detoksu digitalnem. Ja, se to. Si pisal knjigo, ne? Seveda, mislim, da dvomesečnem, 2,5-mesečnem. Okay. Pa sem pa napačno bil sem parkrat na detoksu, ampak enkrat sem bil na enomesečnem, prednje pa knjiga je šla pa na 2,5-mesečni detoksifikaciji. Okay. Ne povej kaj o tem. Nič kaj, mislim, moral sem napisati knjigi, kaj čas narabo, ne se. In ti trenutki na omrežju pa odtekajo, tako da sem takrat napisal sporočilo na vseh omrežjih, od LinkedIna do Facebooka, do Instagrama in verjetno še na katerem, tako kot dobiš tisto sporočilo, da si na dopustu, da do nekega datuma, recimo do 1. maja 2024 sem odklopljen, do takrat ne objavljam. Se vidimo kmalu, nasvidenje. In jaz mislim, da je to pač
pri meni tak način deluje, ker me potem ljudje res pustijo pri miru, ne sprašujejo, kje si, ali pa ne pošiljajo mi več teh sporočil po Messengerju, ampak vejo, očitno ima odklop in brez tega odklopa knjigi verjetno ne bi nastali, ker mislim, da je fokus tisto, česar nam najbolj manjka, pozornost, da se posvetimo nečemu, kar je pomembno. Mislim, meni je pisanje knjig nekaj, kar mi je pomembno, ampak to je proces, ki kot branje zahteva čas in pozornost. In če mi ves čas prihajajo potisna sporočila po telefonu, ali pa ne vem, opozorila na računalniku, da sem dobil novo elektronsko pošto, se ne morem nič več narediti. Potem se še bolj zablokiram, ne? To sem skozi samega sebe potem brzdam, ker sem tudi infoholik, tako priznam. Ampak si ti iz telefona zbrisal aplikacije, ali kako, veš, ta tvoj notranji boj v navednicah, če je boj. Bil. To je nenehni boj. Ampak takrat, recimo, ko si rekel, ok, zdaj jaz moram to knjigo napisati, a si čutil, ne vem, odtegnitveni sindrom? Seveda. Kako je to izgledalo? Ja, jaz sem šel parkrat pogledat na Facebook, ampak nisem nič objavil. In potem me itak minil gledati. V bistvu, če nič ne objavljaš, ni tam, vsaj zame, nič kaj dovolj zanimivega. Z nobenim se ne moreš pogovarjati, ni nobenega odziva na karkoli. Tako da sem potem nehal pogledovati sploh na zaslon in telefona in računalnika. Na telefonu imam aplikacijo, ki se reče Minimalist Phone, ki naredi zaslon mojega telefona bolj dolgočasen. Tako da je tam na telefonu samo črno ozadje, beli napisi, aplikacij ni, ne? Ni teh ikonic narisanih. Pa zraven, veš, ob Facebooku Številkica. 8 novih obvestil. Kaj je to 8? Kdo mi je pisal? Veš, ko moraš pogledati, nimaš kaj, vse moraš dati od sebe, samo da prideš do tiste številke. Kaj je teh 8 pisem? Tako da zaradi Minimalist Phone je moj telefon navidezno bolj neumen. Potem imam še na telefonu aplikacijo BlockSite, za nobeno od teh podjetij ne delam, tako sam povem iz svoje lastne izkušnje, kaj meni pomaga. Aplikacijo BlockSite, ki mi blokira, da bi šel na Facebook prek Chroma, recimo, ker tudi prek Chroma se da, oziroma brskalnika se da priti seveda do Facebooka. In potem, če to poskušam, se mi samo pojavi neka slika mene s čelado na glavi, ko berem neko res debelo knjigo, zraven pa piše vedobežnik, čitaj knjige, to sem si sam tako nastavil. Ampak šifro, pazi, od tega ve pa samo moja žena, kako odkleniti to aplikacijo, ker sam vem, da se ne bi mogel obrzdati. Oziroma zdaj jo vem še vedno, ker sem rekel, da med poletjem ne pa mi odklene ta telefon. Zato se sliši noro, ne? Pa če sem oseba stara skoraj 50 let in moram ves čas sebe brzdati, vsak dan, zato da pridobim čas, da lahko pišem, berem ali pa ne vem, ležim pa gledam v zrak. Ker drugače bi bil več čas verjetno na telefonu. Torej ne samo, da brzdam svoje otroke, brzdam tudi sebe in s tem je veliko dela. Jaz mislim, da je odklop ta hip ključna beseda sedanjega časa. Kako se odklopiti od vseh teh naprav? 8 do 9 ur na dan smo v povprečju pred zasloni. Pred televizorji, pred računalniki, pred telefoni. In 87% ljudi v prvi uri po prebujanju pogleda na telefon. In 69% ljudi v prvih 5 minutah po prebujanju. Torej ni prvo, česar se dotakne človek ob tebi, temveč zaslon telefona. In kaj takrat narediš, ne vem, pogledaš, ne vem, jaz pogledam zjutraj kakšne novičarske portale, kaj zagledaš potem na zaslonu? Krizo. In kriza je tisto, kar sploh zaradi česar se sploh zbudimo, zaradi česar se žal zjutraj premaknemo. O katerih krizah govorim? O katerikoli. Bodi si je to vojna, bodi si je to naravna katastrofa, bodi si je naša športna reprezentanca izgubila na olimpijskih igrah ali pa kje drugje. Kriza, 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 kriza. In krize seveda v prvi plan potiskajo tudi mediji, ki jih potrebujejo. Ravno tako, zato ker jih gledalci zahtevajo in poslušalci. In to je ta začaran krog krizolacije. Zaradi tega potem ostajamo več časa pred zaslonom, bolj izolirani, osamljeni, atomizirani. Zdi se nam, da svet propada.
Prej si, če se vrnem nazaj, zelo lepo, dosti na začetku rekel, da se ti ne boš, ko smo toliko obsedeni s tem, da delimo dogodke, ki se nam zgodijo, da se ne boš spomnil na koncu, koliko objav si napisal in koliko všečkov je objava imela, ampak se boš spomnil nekega lepega trenutka. Ne? In sem se v tej situaciji preslikala v nekoga, ki je zraven, ki opazuje ta lep dogodek. In recimo, da ga ta oseba, ki ga je deležna, fotografira. Ne vem, je to dobra hrana, ali je to, ne vem, lep šopek, ali je to neko darilo. Ne? In v bistvu oropa ne samo sebe, tudi unga zraven, zato, da bi ta dogodek polno zaživel, oziroma da bi ostal v lepem spominu. Ker ti si v tistem trenutku v telefonu. Ti si v tistem trenutku že naprej, kako boš to objavil. Ti sploh nisi dobro še zaužil tega momenta, ki se je zgodil. Ne? In se mi zdi, da je tega res mnogo, mnogo, mnogo preveč. Da je prva stvar, veš kolikrat, ko vidim nekaj lepega, ki imam telefon, da bom tole slikala. A pa recimo, a veš, ko otroci nastopajo v šoli ali pa v vrtcu, pa starši dvignejo telefone in jih snemajo, pa zakaj? Glej otroka. Glej svojega otroka, ki nastopa zate, takrat. To je ključen trenutek zanj. On se je naučil neko pesmico zate, ti pa takrat gledaš mimo njega in gledaš v zaslon telefona. To se mi res ne zdi v redu. Ali pa tudi ta podatek, me je kar šokiral, da med seksom recimo 10% ljudi pogleduje na telefone. In 20% tistih od 18 do 34 leta. Ne mislim, da ves čas gledajo v telefone. Ampak, ne vem, dobiš potisno obvestilo, ping, seveda pogledaš, ne, prekineš tisti trenutek, ko si res z nekom. Ne? In kaj si takrat? V bistvu si v poliamorni zvezi. Takrat si hkrati še z nekim drugim človekom na drugi strani zaslona. Nisi več s tistim, ki mu ne bi namenil pozornost. Vse podobno je recimo, se sama poznaš verjetno, greš z nekom na večerjo, pa mu zazvoni telefon, dobi sporočilo in prekine pogovor, pogleda stran. Dovolj je, da je že telefon tam. In že to pa tudi kažejo raziskave, dokazano, torej ne samo, da dobiš sporočilo, pa ti pade inteligenčni kvocient, torej sposobnost reševanja problemov. Dovolj je, da je telefon samo tam, ob tebi, pa je ves fokus na telefonu, ne pa več bodi si na problemu, ki ga rešuješ, bodi si na človeku, s katerim se pogovarjaš. Zato kar priporočam je, ko berete, se družite in imate spolne odnose, takrat si dajte telefon na letalski način. Se tudi v kinu recimo vam rečejo, izključite mobilne telefone. To so pomembni trenutki. Drugače nisi tam. Drži. A pa še to. Med tuširanjem 12% ljudi pogleduje na telefone. Na stranišču pa več kot 60% ljudi uporablja telefon. Ker včasih smo brali časopise, danes pa uporabljamo tam telefone. Ampak dan, tako če razmišljamo, mi zdaj objavljamo in želimo biti všečni in ugajati in tako. Če se vrnem res čist nazaj, ko smo še živeli, ne vem, kot ljudstva v plemenih, tam si tudi moral v bistvu ugajati, biti všečen, ker če nisi igral po pravilih, je sledil izgon. In to je bila zagotovo smrt, ne? Ampak takrat so tiste, ki so imeli vse tiste vrline v narekovajih, ki so danes zaželene, narcisizem, psihopatijo in pa makiavelizem, so izločili iz skupnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker so bili to socialni ljudje, ki so kršili pravila in skrbeli samo zase, namesto da bi skrbeli za druge. Danes je ravno obratno. Kar se je še zgodilo, pa ne v zadnjem času, že nekaj časa se nam to dogaja, da živimo v skupnostih, ki jih ne moremo več razumeti. Mi tudi, ko komuniciramo po Facebooku, mi ne vemo, koliko ljudi dejansko naslavljamo, koliko ljudi lahko prebere vaše sporočilo. Ali pa tudi, ko ga ne prebere, ampak gre za res ogromno množico ljudi, ki vedo o vas več, kot si mislite, kot bi želeli zaupati mogoče svetu, ker mislimo, da komuniciramo z ozkim krogom prijateljev.
prijateljev imamo v življenju 5. Če jih imamo 5, je to veliko. Če imamo 2, je pravzaprav to veliko. In mislimo, da se pogovarjamo s temi ljudmi, ko zapišemo nekaj intimnega, ko razkrijemo del sebe, ko razkrijemo del svoje zasebnosti, ko pokažemo svoje otroke, ko razkazujemo svoje otroke. Jaz recimo fotografije svojih otrok nisem na nobenem od omrežij nikoli objavil. Doslej. Ko bodo polnoletni, najstarejši se zdaj bliža temu mejniku, takrat se bo sam odločil, ali želi biti viden na mojem omrežju, takrat se lahko fotografirava skupaj. Do zdaj se nisva. In zakaj? Zato, ker se mi zdi res pomembno varovati ne samo svojo zasebnost, ampak tudi njihovo zasebnost. In zasebnost smo, kot rečeno, razdalj za drobiž. Zakaj? Zato, ker so fotografije z otroki tiste, ki so tudi najbolj všečkane. In naša življenja, njihove življenja pravzaprav, so pa res postala Trumanov šov. Razkazujemo jih pogosto od rojstva, pa dokler ne zapustijo doma. Že pravzaprav pred rojstvom objavljajo, starši sem opazil, ultrazvočne posnetke svojih otrok, ne? In tako so ves čas vidni, ves čas pred kamerami. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker konec to pa je tisto, kar je najbolj všečkano, najbolj privlačno, najbolj gledano. To je tisti ključni momenti na omrežjih so rojstvo otroka, poroka, potem pa že skoraj sprememba profilne fotografije. Se mi zdi, da je tu nekje ta vrstni red. Ta kar doživi, ja. Ja, tudi, ta kar veliko doživi, ja, res je. To so ti ključni trenutki. Ampak, a veš, zdaj ves čas zveni, kot da sem res totalni kritik tega sveta in tega ne želim. Jaz vem, da bomo živeli z omrežji tudi v prihodnosti. Sam želim si, da delajo omrežja za nas, ne pa da mi razdajamo ves čas svojo zasebnost, svoje podatke in od tega konec koncev res bogati ta hip samo peščica. Teh 8 najbogatejših ljudi na svetu si lasti toliko premoženja kot najrevnejša polovica svetovnega prebivalstva. In od česa živijo? Od našega načina življenja. Pred kamerami, tako kot sva midva zdaj, pred mikrofoni, tako kot sva midva zdaj, in za sledilno napravo v žepu ali torbici. In včasih pravim, da po mojem bi se štazijevci in udbovci smejali do solz, če bi slišali, kak poslovni model imamo zdaj, da si kupiš prisluškovalno napravo, si jo sam daš v torbico ali pa v žep, plačaš mesečno naročnino zanjo, potem plačaš še za podatke, ki so jih zbrali v arhivu, da jih dobiš nazaj. 3-krat plačamo za lastne podatke. A ni to čudno? Krasno. In mislim, da bi se morali malo bolj zavedati lastne vrednosti. Vredni smo bistveno več, kot se nam zdi. No, sej ravno ta najin pogovor ni bil namenjen temu, ko si rekel, da ne bi želel izpasti kritičen, ne? Pa se sem kritičen, sam ne bi želel izpasti samo eno smer kritičen. Ne, razumem, ampak se pravi, dajmo delati na tem, da ljudi ozavestimo, there's no free lunch. S tem, ko mi nekaj razdajamo, izgubljamo res svojo zasebnost. A se ti zdi mogoče, da raven to, ki se toliko izpostavljamo, pa ki smo toliko obremenjeni s tem, kako bomo videti, kako bomo izpadali, da smo zaradi tega bolj nesrečni? Mislim, da ja. Tudi raziskave kažejo, kako nesrečni, tesnobni so pogosto mladi v šolah, zaradi tega, ker so ves čas pod tem vrstniškim pritiskom, kakšen sem videti v primerjavi z drugimi, zakaj nisem videti kot Kim Kardashian, zakaj je moje telo ni tako popolno kot telo moje sošolke na Instagramu. In Jonathan Haidt to zelo lepo predstavi v knjigi The Anxious Generation. Par grafov je dovolj, povejo marsikaj o družbi naših otrok, mladostnikov. Tesnobnost, krivulja tesnobnosti se je privesla, anksioznosti se je prevesla navzgor takole in tisti mejnik, ko je šla krivulja navzgor, je leto 2010. Med 2010 in 2015 se je zgodil ta prevoj krivulje navzgor. Naslednja krivulja je samomorilnost mladih. Tesnobnost se je povečala predvsem pri dekleti, samomorilnost mislim, da pri obeh spolih, samopoškodovanje,
in tudi medvrstniško nasilje. In kot pravi Haidt, tu se strinjam z njim, da smo šli od družbe, v kateri je otroštvo utemeljeno na igri, k družbi, v kateri je otroštvo utemeljeno na telefonu. Otrokom smo dali zelo hitro, prezgodaj mogoče, v roke naprave, zaradi katerih mislimo, da so varni, pa dejansko niso zato nič bolj varni, morda ravno nasprotno. Tudi on pravi, da je precej šokantno, da otrok prej vidi analni seks, kot pa doživi prvi poljub. Ker to vidi po zaslonu. Ne? Brez problema. Dostopa do katerihkoli informacij, ki so na voljo na spletu. Otrok je tam bolj domnevno na varnem, v sobi, gleda v zaslon, hkrati pa se mu odpirajo tam svetovi, ki morda res niso primerni zanj in je morda res bolje, da doživi te vizualne vsebine nekoliko kasneje v življenju. Tako da tu res apeliram na starše. Nikoli ni prepozno dati telefona svojemu otroku, pametnega telefona svojemu otroku v roke. Lahko še malo počakate. Jaz mislim, da bi bil tisti dober mejnik mogoče tam nekje med 14 in 16 letom. In tudi zavzemam se za zakonsko omejitev uporabe pametnih telefonov v šolah. Torej, ne ukrepe posameznih šol za omejitev uporabe telefonov, takih ukrepov oziroma šolskih odlokov je precej. Za zakonsko, državno omejitev uporabe telefonov v šolah po vzoru Norveške, Finske, zdaj tudi Švedske po novem so predlagali tak zakon, Francije, Italije, Velike Britanije. To so države, kjer je mobilna telefonija pravzaprav nastala. Švedska, Ericsson, Finska, Nokia in tako naprej. In celo učinki takega ukrepa so očitno zelo dobri. Na Norveškem se je izkazalo, da je, mislim, da v 2 letih približno tesnobnost, anksioznost deklet strmoglavila za približno 40%. Za približno toliko se je zmanjšalo tudi število primerov medvrstniškega nasilja, ki ni več zgolj fizično nasilje, to, da nekdo nekoga tepe, ampak ga lahko posnameš brez hlač na stranišču, pa objaviš to kot neko zgodbo na TikToku in na ta način nekomu res zavoziš. Ne samo otroštvo, mogoče celo življenje. Zakaj se še zavzemam za omejitev uporabe pametnih telefonov v šolah? Zato, ker na ta način damo otrokom tisto, kar smo imeli tudi mi. Mir in možnost, da se svobodno posvetijo tistemu, kar je res pomembno. Pa to niso samo knjige, to ni samo znanje, to so tudi prijatelji, sošolci, ker najboljše prijatelje dobiš kje? Ja, v šoli. Večina teh ljudi, ki ti ostanejo prijatelji za celo življenje, jih srečaš verjetno tam, mogoče nekatere v osnovni, nekatere v srednji šoli, mogoče še koga na faksu in teh ljudi ne smemo spregledati. In jih tudi ne smejo spregledati mladi, ki gledajo sicer v zaslone telefonov med odmori. Odmor se mi zdi ključen trenutek šole, pa ta pot v šolo in pot iz šole. Saj tudi otrokom ne zaupamo več, da bodo prišli varno iz šole in v šolo, zato je vse več aplikacij na voljo, family tracker in podobnih, kjer sledite svojega otroka na zaslonu. Kje je? V živo. In potem mu lahko nastavite digitalnega električnega pastirja, tako da če gre čez neko varno mejo, 500 metrov doma, dobite potisno obvestilo, ga takoj pokličete, ne vprašate, kje si, se itak vidite, kje je. Ampak mu rečete, takoj pridi nazaj. In mislim, da moramo spet vzpostaviti družbo, ki ne temelji na nadzoru, ampak na zaupanju. In vzgajati o tem drugega, ker to je bistvo človeštva, da si zaupamo. Zato družba obstaja. Ko se razkroji zaupanje, družba razpade. Kako pa misliš, da bi recimo, poleg tega, da omejiš uporabo pametnih telefonov, dosegel starše? Ker vendarle so oni tisti, ki, tako kot sva rekla, že ko je plod, ko je otroček v maternici, ga že razkazujejo.
in potem seveda naprej. Kukor da v bistvu svojo lastno vrednost ali pa pomembnost dvigujejo na njegov račun. No. Mislim, kako potem takim staršem dopoveš, da naj otrok ne uporablja pametnega telefona, da naj se ne kaže. Zato sem danes tu, no, če ti povem po pravici. Zato tudi hodim na razne oddaje, dogodke, predavanja, zato da govorimo o teh temah, ker se jih ne zavedamo. Ne zavedamo se ne pri sebi, da smo infoholiki, ne pri svojih otrocih, da kako jih zaznamujejo telefoni, računalniki in druge naprave. Tako da prva stvar je, dajmo si priznati sami, koliko časa smo pred zaslonom. Tudi se mi zdi malo tako hinavsko na nek način, da ne vem, pa tudi jaz to delam. Veš, vse to, kar govorim tudi iz lastnega primera, govorim, ker se tudi sam zalotim v tej situaciji. Ležim na kavču in vpijem otrokom v otroški sobi, naj se odklopijo od računalnikov in grejo takoj ven. Jaz sem pa na kavču in gledam na Facebook, recimo. Veš, jaz sem na heroinu, težim pa nekomu, ki je pogojno rečeno na kokainu. In tudi, ne vem, mislim, ravnati tako, da otrokom rečemo, lej, tule imaš zdaj to vrečko kokaina, pa naredi 3 črtice. Eno zjutri, eno opoldne, eno zvečer. Ampak po pameti, prosim, ne? Tudi to ne deluje, ne? Mislim, seveda bo porabil takoj vse in potem hotel še. Tako da, dobro je tudi, no, če se zavedamo, kaj dobrega jim prinašajo digitalni svetovi, da gremo skupaj z njimi kdaj v digitalne svetove. Jaz včasih igram igre s svojimi otroki, pravilne, na računalnikih oziroma na Switchu, zato ker, da z njimi skupaj doživljamo nekaj. Se tu gre za neko skupno, intersubjektivno izkušnjo, ki ni slaba. Pa ne vem, pa igramo Mario Kart ali pa pojemo karaoke ali pa plešemo na Just Dance, karkoli. Potem gre za neko orodje, zato da smo mi skupaj, da smo povezani. Tudi všeč mi je, ko pridejo naši otroci, pa sosedovi otroci, pa so vsi skupaj na računalnikih, pa vpijejo, ko igrajo Minecraft in druge igre, ampak potem pride pa trenutek, ko rečem, zdaj pa dosti, zdaj gremo pa ven, a ne? Ker je tam še nek drugi svet z bistveno boljšo ločljivostjo, kot je tale na računalniku. Tako da, ja, verjetno je to nenehen boj, ampak verjetno ga moramo kot starši sprejeti in vsekakor jih ozaveščati o prednostih in pa z teh tehnologij. Jaz mislim, da se o tem tudi premalo učimo v šolah. Mislim, da bi morali imeti več pouka računalništva in informatike pri različnih predmetih. Torej ne gre samo za zgolj programiranje, recimo, ampak pri geografiji, recimo, kako iskati geografske podatke po spletu, pri slovenščini, kako uporabljati ChatGPT in druge generatorje besedil oziroma velike jezikovne modele, ki obstajajo na spletu. Tako da, ne vem, malo več se o tem pogovarjati. No? Najslabše je po mojem samo prepovedovati. Vsaka prepoved se obrne, tako kot med časom alkoholne prohibicije v Združenih državah Amerike v 20 letih, v nasprotje. Potem se pije še več. In potem si želiš točno tisto, kar so ti prepovedali. Tako kot če ti rečem, zdaj pa ne misliti na krokodila. Na kaj si pomislila? Ja. Na krokodila, seveda. Cel dan potem misliš samo na krokodila. In mislim, da bolj kot prepoved, zavzemam se, kot rečeno, za zakonsko omejitev v šolah, ne imajo tam prostor, čas, da se ustvarja družba, skupnost. Doma pa tudi, no, mislim, seveda moramo omejevati in prepovedovati na tak način, da se zavedamo, da smo tudi sami del problema. Tako. In da smo tudi mi noter, kot je rekel Volodja v velikem, briljantnem valčku. Vsi smo noter, vsi smo v. On je bil čuvaj v tej mentalni ustanovi. Ja. Ker to si res zelo lepo povedal. Ne moramo mi spreminjati družbe, če
ne začnemo pri sebi. Ne. Če jaz ne začnem pri sebi zaznavati, kaj delam in kaj potem otrokom, kaj od njih pričakujem, kaj jim govorim, ne, ker dejansko ni pošteno. Ne. Mislim, ni pošten, niti učiš z gledom. Ne. Ja, seveda učiš z gledom. Ja. In dobiš tisto, kar daš. Zdaj sem se spomnil, da je podobno mogoče tudi z uporabo ChatGPT-ja. Mo Gaudat, en od ubežnikov iz Googla, pač šel je ven, rekel, da ima dosti tega googlovskega sveta, je napisal eno zanimivo knjigo z naslovom Scary Smart, v tem, kako se bojimo umetne inteligence, ki nas bo požrla, nam odzela jezik, misli, spomine in vse ostalo. On pravi, ne, sam morate jo hraniti z ljubeznijo. Tisto, kar date, to boste dobili nazaj. Enako velja za omrežja. Tisto, kar dajete po omrežjih, tisto dobite nazaj. Če so ta sporočila pozitivna, če ste ljudem v oporo, tudi nadaljavo, če podpirate neke akcije, ki so namenjene temu, da so ljudje bolj povezani, potem dobite to nazaj. In več tega moramo dati. Po mojem, moramo bolj več dajati, več pozornosti, tudi več ljubezni, konc koncev. Mogoče tega premalo na omrežjih. V tem tudi skriva ta recept za tako zelo iskano srečo, ne, in zadovoljstvo, da smo bolj usmerjeni v tem, kako lahko pomagamo drugim, da ne gledaš res samo nase, ne poveličuješ samo sebe. Ampak spet ne, to se ne more zgoditi, če se ne začneš najprej fočkati pri sebi. Ne. Meni se zdi to en tak, veš, kaj hočem povedati, en tak začaran krog, ne. Jaz moram najprej pri sebi te stvari spoznati in začeti potem delovati kontra temu, ne, oziroma kontra iti zavestno pa v to, da bom šla pomagati nekomu, ki mu je še težje kot je meni. Ne. Jaz mislim, da bomo srečo našli spet takrat, ko bomo pozabili nase. To se zdaj sliši zelo paradoksalno. Odlično se sliši. Ampak mislim, da se prepogosto, preveč ukvarjamo s sabo, svojimi problemi, tudi Kozmopolitano in na naslovnicah drugih podobnih revij piše, srečo najdete v sebi. Lahko si brskate celo popoldne po popku. Tam sreče ni. Ker je sreča ob vas. Sreča so drugi ljudje, tiste, ki jih med brskanjem po popku spregledamo. In to so naši sorodniki, naši prijatelji, naši otroci, naši starši. To so tisti ljudje, ki osmislijo naše življenje. In tudi meni je zanimivo, mislim, jaz sem zelo srečen, recimo, ko predavam. Tudi zdaj sem srečen, recimo, ko nekaj govorim. Ampak tudi, če sem zdaj pod žarometi, je zanimivo, jaz se takih trenutkov potem teh oddaj pa predavanj sploh ne spomnim. Takrat se mi zdi, da se zgodi nekaj zanimivega, da zginem, ker se posvetiš drugemu in želiš dati nekaj drugemu. To je tak res nenavaden trenutek, ko ta individualni jaz izgine in ostane samo družbeni jaz. Tako kot George Herbert Mead je razpravljal o tem, da obstajata dva jaza. En je ta individualni I, drugi je pa družbeni, me, skupaj se mu reče self. No, in jaz mislim, da si najbolj napolnjen takrat, ko ta tvoj jaz, ego, izgine in se posvetiš drugemu. Tudi če daš kaj drugemu, tudi to kažejo raziskave, je te bistveno bolj dolgoročno osreči, kot če nekaj dobiš. Se veš, kakva je vrednost stvari. Največja je takrat, ko jo še nimaš, ko jo dobiš, v hipu pade, ko jo izgubiš, je pa spet zelo visoka. In podobno je s to srečo, se mi zdi. Dobiš jo takrat, ko daš. In zato več, ko daš, več je dobiš. Pa kar naprej iščemo to srečo. Tako da, treba jo dati, ne iskati. Ne se strinjam. Zdaj sem se spomnila enega intervjuja z Romano Šeruga, sem brala, kjer je rekla, kako je ta sreča lahko zelo različno dojemljiva oziroma kako ni samoumevna, ne. Kako je lahko nekomu, ki, ne vem, živi visoko na severu, sreča, je srečen,
ker mu med zimo ni poginila živina, recimo. Ne? In kako je lahko nekomu to isto nepomembno. Ja. No, mislim, ko greš, ko počneš to, čemur pravimo etnografija, ko greš nekam na drug konec sveta ali pa nekam blizu, tako kot v Petrinu na Hrvaškem, se tudi o tem pišemo v tej knjigi Krizolacija, med ljudi, ki so izgubili vse, ko jim je ta rušilni potres v božičnem času leta 2020 porušil 41,000 hiš na območju Banje, to je te širše hrvaške regije, in na tisoče jih je ostalo brez strehe nad glavo in so živeli v kontejnerjih, nekateri še vedno živijo v kontejnerjih. Potem, ko jih obiščeš, se zaveš, da v bistvu za njih sreča to, da imajo streho nad glavo, pa če tudi je v kontejnerju, in to, da imajo druge ljudi ob sebi, ki jim pomagajo. Neka ženska, recimo stara, tam približno 70 let, se je izselila iz tega kontejnerskega naselja, so našli stanovanje, pa je prišla nazaj v kontejner, ker je rekla, da je bolje živeti z drugimi v kontejnerju, kot pa sama v nekem stanovanju. Tu vidiš potem, kdo je sreča. Tvoji prijatelji, tvoji sosedje, ljudje, ki so ob tebi. In na njih moramo paziti. Te kontejnerje si uporabil tudi v svoji fantastični povesti v Krizolaciji, ne? Ja. Si od tam črpal, tukaj imamo biti v tvoji knjigi, jih boš by the way podpisal, ne, si obljubil? Bom pa še štempelj. Prav. Zdaj živimo v času štempljanja, tako da tudi tega ne smemo spregledati. Bova, ampak najprej recimo ta fantastična povest, ne, jo bom pokazala. Obe knjigi sem imela naenkrat. Ne. In tako, kot sem že rekla vodoma, sem se najprej lotila povesti, ker se mi je zdelo, da bo tole pretežko za mene, ne, da bo preveč znanstveno. Ampak si dosegel ravno to, kar si želel, ne, da pišeš o stvarih, ki jih opazuješ in raziskuješ na tak način, da so razumljive. In pač to je res knjiga, ki bi jo priporočila vsakmu, ki ima malo širši spekter zaznavanja tega življenja. Ampak ta fantastična povest, ti pa moram reči, dan, ko sem jo brala, sem si rekla, a on res toliko črno vidi našo prihodnost. Saj potem, ko sem brala to, se zato je tista črna, se vidiš. Ja. Aha, no. Kakva je naslovnica. Nisem pomislila na to. Vmes je pa 50 odtenkov sive. Ne, veš, to je distopija, to je žanr. Ja. To je najbolj črna prihodnost, kar sem si jo mogel zamisliti. Ja. In ta knjiga, črna... A si se mogel ful potruditi, da si jo tako črno videl? Ne. Zato, ker preveč opazuješ, ne? Toliko zgodb sem slišal. Ja. To so tudi te zgodbe iz tiste, nekatere iz tiste bele so še bolj črne, tista v zaporniku, recimo v samici, ki je bil 170 dni v Libiji, v samici. Najprej so ga mučili, potem vrgli v zapor, ker je bil sam s svojimi mislimi. Mislim, tega človeka srečo, veš. In z teh ljudi so postali liki v tej fantastični povesti. In tu sem hotel tudi nastaviti nek nov žanr, ki se mu reče ne socialni realizem, ampak socialni futurizem. Kaj se, tako kot Miško Kranjec, ne, povest o dobrih ljudeh, to je pa fantastična povest o izoliranih ljudeh. Kaj je tisto najslabše, tisto mogoče na nek način dno življenja in družbe, ki se nam lahko zgodi, če bo šlo res vse narobe. In zato pravim, to ni knjiga za lahko noč, to je tudi ni knjiga za samopomoč, to je knjiga bolj, ki te udari po glavi, da se zbudiš. In če upam, če kdo prebral, potem mi pišejo bralke in bralci, da niso mogli spati, recimo, ko so brali predvsem prvo polovico. Tega si nisem predstavljal. Tudi nisem si predstavljal, kdo bo sploh bralska publika. Da boš ti to brala, recimo, jaz pač si nisem tega predstavljal. Nisem imel bralca ali bralke v mislih. Zanimivo pa mi je, da veliko berejo ti dve knjigi, ljudje moje starosti, tudi nekoliko starejši, prav to, kar si rekel, ki jih zanima, kako bi utegnil postati svet. Tu sem nastavil pač zgodbo tako, da gre
vse narobe, pač zdravstvo ne deluje več, šolstvo deluje samo še nadaljavo, kultura ni niti enkrat omenjena, nihče ne bere knjig, če že imajo ljudje v roki zaslone in pa okna so postala zasloni. Torej, to je bila najbolj grozna. A ti je bila? To je bilo meni grozljivo, da ni okno, ampak je to v bistvu nek displej, ki mi predvaja neko sliko, kaj se zunaj dogaja. No, ampak daj mi ti povej zdaj, kako si se počutila potem, ko si prišla skozi? Mislim, je bilo boljš tisti displej gledati, kot tisto zunaj videti. Pa skozi knjigo? A ja, skozi knjigo, prosti, sem zdaj v unem prizoru. A ti si resno odpadla? Ko sta, ja, taka sem. Ne, ampak... Ko sta splizala ven, ne? Ja, no, ampak kako si se počutila, ko si se prebila skozi knjigo, no? A je nek kanček, je neka luč na koncu? Luč v smislu se ni tako hudo, svetla. Ali... Ja, nekaj, da nekaj lahko naredimo. Meni je bil cilj to, da vstanemo, tako kot Snobeli napisal na koncu. Če mi posodiš, bom sam ta odlomek na koncu. Daj ga preberi ga, lahko prosim. preberem? Dej, lepo prosim. Okay, sam si moram dati očala dol, jaz drugače ne vidim brez očala. Veš. Se si čisto drug brez očal. Ja, drug človek. Drug, ja. Preobrazba vidiš na hiter. Aha. Takole. A lahko tole preberem? Prosim, izvolim. Mikrofon je tvoj. Ja. V osami in med krizo je nastal drugačen človek, ki pogosteje dela doma in redkeje obišče prireditve. Nastal je človek, ki se večkrat pojavlja po zaslonih in manjkrat predstavi v živo, saj nima časa niti zase, kaj šele za prijatelje. Nastal je človek, ki mi je še vedno blizu, a je hkrati tudi nekoliko tuj, čuden, nenavaden. Med krizo, v kateri smo se znašli med pandemijo COVID-19, sem mu nekoliko v šali in precej ironično rekel homo covidensis. Zdaj pa ugotavljam, da je v bistvu človek stalne izoliranosti v času trajne krize. Homo insulatus. Nekakšen brodolomec, ki se na samotnem otoku privaja na obstoj pred zaslonom in med 4 stenami. Podobno kot v znanem miselnem eksperimentu s Tezejevo ladjo, pri katerem zaradi obrabe s časoma zamenjajo vse dele ladje in se potem sprašujejo, ali je to sploh še ista ladja, je od izvirnika, ki je začel pisati to besedilo, očitno ostalo bore malo. A nekaj želje po odklopu in vnovičnem priklopu na fizično resničnost je v osebi, o kateri sem očitno začel pisati kar v 3. osebi, vendarle ostalo. Da bi jo uresničil mu in mi, ne preostane drugega, kakor da sklenem pisanje, pritisnem zadnjo piko, vstanem s kavča, zdaj ne bom vstajal, ampak kot da, odprem vrata in stopim na prosto. Ali pa raje ostanem doma in si privoščim še eno kavo. Zdaj sem prebral konec, prav konec, ampak se glede na to, da je znanstvena, ni namenjena temu, da pokvarim bralske užitke, ampak da povem, da je možnost, no, vstanemo, premaknemo se, nekaj treba narediti, pritisniti na gumb off, če je treba, narediti reset. Ni vse zavoženo. Sam rad bi pa res opozoril na probleme, ki so res bistveni ta hip. Ali bo digitalno postalo realnejše od fizičnega? A se bomo poslovili od fizičnega sveta? Bomo še ostali bitja, ki živijo v telesih, ali se bomo digitalizirali in prenesli svoj obstoj na digitalne platforme? Kaj misliš, da bi se zgodilo, če bi vsi strežnike ugasnili? Ne vem, če bi človeštvo preživelo. Jaz mislim, da smo tako odvisni, pa res prav fizično odvisni ta hip od interneta, kot smo bili pred 30-40 leti od električne energije in smo še danes. Jaz mislim, da bi pač v tistem hipu vsaj za nekaj časa družba razpadla. Zelo dolgo časa bi verjetno rabili, da bi se zopet vzpostavila. Zelo smo odvisni dejansko od digitalnega. In ta odklop je postaja vedno bolj, v bistvu digitalni odklop vedno bolj zaželena
vrlina oziroma priložnost, da si jo sploh lahko vzameš. Podobno, kot si omenjal, če bi 40 let nazaj elektriko nam vzeli, ne bi preživeli. Že vrsto let hodimo na robinzonske počitnice, kjer smo brez elektrike. Ne? To je pa ta druga zanimiva plat izolacije. Odklopa se po eni strani bojimo, po drugi strani si ga pa želimo. Kot sem prej rekel, pač doma moram najprej plačati za to, da imamo internet, potem pa plačam še za programe, da odklopimo otroke od interneta. In več stane zdaj odklop, kot pa priklop. Priklop je razmeroma poceni, odklop je pa kar drag. Tudi, ko greste na odklop, recimo na Brač, si tam rezervirate tako imenovano mobilno hiško, ki je v bistvu kontejner. Istega formata kot kontejnerji, v katerih živijo ljudje v Petrini in zato plačamo 200 € na noč. To si kar poceni rekel. A to je še poceni? Nisem bil v kontejnerju že kar nekaj časa. 350 na noč računajo. 350 na noč, kaj? Res? Ja. No. Noro, ja. In veš, ko nek objekt, kakršen je kontejner, postane objekt poželenja, zato ker je se res na lepi lokaciji, nekje ob morju. Lepo spimpan, ne? Ja. To je pa tista druga plat izolacije, ker izolacija ima vsaj dva obraza. Enemu se reče osamljenost, to je tisto, česar se bojimo, drugi je pa samota, to je pa tisto, česar si želimo. In se spadam na iste finte, ves čas, ne? Kje smo bili letos na dopustu, na Svalbardu, najsevernejšem otoku oziroma otočju na svetu, v najsevernejšem kraju na svetu, kjer živi 2000 ljudi in 3000 severnih medvedov. Wow. Ja. Te je bilo kaj strah? Ja, pač nismo šli iz mesta brez spremstva in pač vsak, ki gre iz mesta oziroma tega kraja, Longyearbyenna, ima s sabo puško, oziroma moraš imeti spremstvo s puško, ker sicer lahko srečaš severnega medveda. Sej nismo ga videli, tudi ne bi si ga želel videti, otroci so bili malce razočarani, mene je bilo pa sam strah, da bi ga videli, ne? Zaradi tega, ker ga moraš potem odgnati, pa ne smeš ga pa nikakor ustreliti, ker če ustreliš severnega medveda, je preiskava hujša, kot če ustreliš človeka. In zato, ker so seveda pravilno, tako zaščiteni, zavarovani. Ampak s kakimi problemi se srečujejo ljudje v teh krajih, ne? To mi je zanimivo. Ker me že ta raziskovalna žilica, greš na dopust, pa najdeš 100 tem, ki bi jih bilo treba raziskati. Ne? S kakimi problemi se ukvarjajo gor na Svalbardu. Zdaj so nehali izkopavati premog zaradi zahtev Norveške, spada namreč pod Norveško, to otočje, ki je na skoraj 79 stopinjah severne širine. Nehali so izkopavati premog zaradi zahtev po dekarbonizaciji planeta in Norveške, ki sicer prodaja svojo nafto, mislim, da je 5. ali 6. največji izvoznik nafte na svetu, ampak večino energije, ki jo porabi, proizvede iz obnovljivih virov, predvsem iz hidroelektrarn. No, izkopavati ne morejo premoga, greti se ne morejo, teh geosonde ne morejo ukopavati v tla zaradi permafrosta, torej večnega ledu. Vetrnih elektrarn ne smejo postaviti zaradi ptic, ki so tam zaščitene. In veš, o čem zdaj razmišljajo? O taki majhni nuklearki, da bi jo postavili na Svalbardu, da bi imeli teh 2000 ljudi elektriko in ogrevanje. In zanimivo mi je v teh krajih, ki so v trajni krizi in izjemno izolirani, kakšne so inovativne rešitve, ki tam nastanejo. Sej kriza, niti izolacija nista samo slabi. V krizi pogosto nastanejo najboljše rešitve. In jaz mislim tudi, da si lahko človeštvo, ki je v času očitno neke trajne krize, kriza je postala normalno stanje, pač in vse krize so se nekako prepletle med sabo, vojna v Ukrajini, vojna v Gazi, energetska kriza, podnebna kriza, politična kriza, ideološka kriza, krize ni konec. Ne? Iz tega je nastala taka ogromna kriza in mogoče je to čas sprememb, ko se rojeva nekaj novega. Da živimo za to v času krize, da nastane mogoče boljši svet, boljše človeštvo. In meni je zanimivo, kaj pravi James Lovelock, avtor te hipoteze Gaia. Ne vem, če poznaš to hipotezo. On je že tam v 70 letih prejšnjega stoletja razpravljal, da je v bistvu Zemlja deluje kot nekakšen organizem, ki s sistemom povratnih zank ohlajuje samo sebe. Biosfera,
neživi svet, vse to je del nečesa, čemur je rekel Gaja, torej zemlja. In on je pač svaril ves čas, gledajte, če boste proizvali tukaj izpustov toplogrednih plinov, boste zavozili planet. Ponavljal iz leta objavljeno knjige in potem objavil knjigo, zdaj umrl 102 leti star, se mi zdi, objavil predzadnjo knjigo z naslovom Rough Ride to the Future, torej težavna pot v prihodnost. In v njej na koncu napisal nekaj zanimivega. Rekel, gledajte, prepozno je, podnebne krize ne boste rešili, ampak bodite veseli. Namreč počasi prihaja nov čas, ko se končuje antropocen in nastaja nova cen, tako je bil tudi naslov potem njegove zadnje knjige. To pa je čas, ko življenje ne bo več utemeljeno na ogljiku, temveč na siliciju in drugih materialih, ki so v napravah, v mehanizmih. Tja boste prenesli svoje spomine in misli, tudi imeli boste radi tega svojega potomca, svojega otroka, ni nujno, da bo imel on rad vas, pa do takrat se pa imejte čim bolj lepo, uživite na poti v prihodnost. In mogoče boste takrat odkrili nekaj, kar je res pomembno, da preživimo lahko samo povezani v sodelovanju. Tako da na nek način lepa misel. Zelo. Mislim, sicer tudi malo kruta, a se res doba človeka končuje, prihaja nova doba, življenje 3.0, kot mu pravi Max Tegmark, fizik, ki pravi, da se končuje ta doba življenja, ki se mora fizično roditi in umreti, in nastaja doba novega življenja, ki temelji seveda na podatkih, ne pa več na atomih, ki so v telesu. Je to novo življenje? O tem se sprašujem tudi v teh knjigah. In jaz mislim predvsem, da moramo iz tega časa, ki prihaja, vzeti najboljše, biti bolj povezani, pa ne samo z digitalnimi vmesniki in se imeti vsak dan dobro. Jaz mislim, da je res izjemen privilegij to, da živimo na res lepem delu sveta, v razmeroma mirnem času in obdobju, ko sicer zgleda, če pogledamo na zaslone telefonov, kot da povsod divja vojna. Velika večina ljudi živi v miru in da se zavedamo, kak privilegij imamo tudi zato, ker smo, ker lahko delamo, ker lahko tudi pomagamo drugim, tudi tistim, ki jih sicer ne vidimo. Dan, še zadnje vprašanje imam za tebe. Če bi lahko podoživel en sam trenutek iz svojega življenja, takega, kot je bil, nič ne spreminjaš, samo še enkrat ga podoživiš, kam bi te odnesel? Zdaj bom povedal kar po pravici. Nekam k moji ženi, recimo pod Kovter. To se mi zdi, pa ne mislim zdaj samo na to neko intimnost, ampak ne vem, biti s tistim, ki ga imaš najrajš. To lahko vsak dan izkusim, kadarkoli ponovim, se tega nikoli ne naveličam. Najlepša hvala za pogovor. Hvala.